Dolžnost nas kliče, da razen obrambe svoje domovine pred več kot 20 leti opravimo tudi nalogo pričevalcev dogodkov tistega časa, tistih predvojnih in vojnih dni, da povemo svojo resnico. Dolgo časa smo molčali, misleč, da je to dovolj, da smo svojo sveto in častno nalogo opravili pošteno in da je o tem odveč govoriti. Toda naš molk je pustil preveč prostora drugim, da so ga lahko zapolnili svojo. S pričevanji moramo spodbuditi narodno zavest, saj Slovence ogroža narodna mlačnost, ravnodušnost, nezainteresiranost, ki se zaskrbljujoče udejanja v družbenem in političnem življenju. In če povzamem sklepno misel Mire Cencič v knjigi Črnih bratov, svojo prihodnost moramo graditi s pomočjo zgodovinskega spomina. Ceniti in razvijati moramo svojo resnično narodno zgodovino in jo vsaditi v srca mladih, da ne bodo nasedli tistim, ki hočejo dokazati, da smo narod brez zgodovine in brez korenin. Mladi naj vedo za naše junake. Bolj bi morali ljubiti svoje domove in skrbeti zanje, varovati domačo zemljo, kjer so se naši dedje stoletja ruvali s kamenjem, se tepli z burjo in snežnimi viharji, da so ustvarili ta raj pod Triglavom, da bi ga zapustili prihodnjim rodovom. Življenjske usode posameznikov in realna sodobnost nas učijo, da je treba krepiti narodno zavest, povečati skrb za narodno kulturo in jezik, varovati narodovo istovetnost. Krepiti je treba spomin na vso tisto prelito kri naših ljudi v vseh vojnah, kjer so ohranjali zvestobo tistemu, kar smo podedovali od očetov in dedov. Tako bomo ponovno dosegli zaupanje v slovenski rod, da ne bo več lebdel podzavesti manj vrednostni kompleks, iz katerega izhajajo malodušje, pasivnost, brezbrižnost in izguba lastnih korenin. Nobenega slovenskega preporoda ne more biti brez pokončne zavesti. Slovenci potrebujemo zavest, da smo eno, slovensko zavest o slovenski identiteti, da ne ostanemo brez korenin v veliki evropski domovini. Le tako bo slovenski narod svojo suvereno državo lahko upravljal in postal spoštovan član svobodne Evrope in svojo pokončnostjo zgled rodovom, ki nam bodo sledili. Najlepša hvala. To je bil Peter Teichmeister iz območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Dober dan in dobrodošli. Danes, kot je razvidno iz ekrana, smo se zbrali na predstavitvi zbornika prispevkov z posveta vloga teritorialne obrambe pri vzpostavljanju in zavarovanju osamosvojitve. V začetku mi dovolite, da najprej pozdravim. Lep pozdrav velja predsedniku Državnega sveta, gospodu Mitju Brvarju. Nekdanjemu predsedniku predsedstva Republike Slovenije, gospodu Milanu Kučanu. Predsedniku Zveze veteranov vojne za Slovenijo, veteranu Ladislavu Lipiču.
Lep pozdrav velja generalom. Kolikor sem opazil, je to kar nekaj generalov, ki so bili načelniki republiškega štaba oziroma generalštaba. General Janez Lapar, general Albin Gutmann, general Ladislav Lipič in general Steiner. Med nami je poslanec Državnega zbora in veteran Marjan Dolinšek. Lep pozdrav velja vsem ostalim visokim gostom in spoštovane, cenjene veteranke in veterani. Dober dan in dobrodošli v Državnem svetu. Prehajamo na uvodne nagovore. Dovolite mi, da k besedi povabim predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislava Lipiča. Spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, vrhovni poveljnik leta 1991, spoštovani kolegi veterani in spoštovani pripadniki slovenske vojske, veseli nas, da ste se v tako velikem številu odzvali na naše vabilo in seveda lep pozdrav vsem veterankam, veteranom in predsednikom tako veteranskih kot tudi domoljubnih organizacij. Naš današnji dogodek, predstavitev zbornika o vlogi teritorialne obrambe pri vzpostavljanju in zavarovanju osamosvojitve sovpada z zgodovinskim datumom organizacije in izvedbe plebiscita o samostojnosti, ki se je leta 1990 dogajal ravno na današnji dan. Ta zbornik in pa sama predstavitev naj bo naše darilo veteranov vojne za Slovenijo našemu skupnemu prazniku, na katerem se je slovenski narod večinsko odločil za svojo samostojno državo. Zato se tistih vznemirljivih in zgodovinskih dogodkov spomnimo danes in seveda tudi 26. decembra, ko so bili razglašeni rezultati plebiscita v Državnem zboru. Čeprav je ta praznik samostojnosti in enotnosti nekoliko skrit med Božič ter novoletne praznike, se ga spominjajmo z mislijo na takratni čas in vznesenost, ki je vladala med ljudmi. V predsedstvu Zveze veteranov smo se odločili organizirati posvet o dogodkih, ki so omogočili osamosvojitev Slovenije. Eden od ciljev je bil zbrati čim več avtentičnih pričevanj udeležencev osamosvojitve. Zavedali smo se, da vsebina posveta mora pretežno obravnavati vojaški vidik osamosvajanja in tako je bil ta naš program tudi pripravljen. Ob izbiri naziva posveta kakšnih posebnih težav seveda nismo imeli, vedeli pa smo, da mora biti osrednja pozornost namenjena teritorialni obrambi kot nosilki oboroženega boja in celoviti osvetlitvi njene vloge in vloge njenih pripadnic in pripadnikov. Prav tako smo želeli dobiti nekoliko več informacij, kaj se je dogajalo na tako imenovani strateški ravni vodenja in poveljevanja. Na tej ravni smo se želeli izogniti politiki in političnim dogodkom, ki so pa bili seveda nedvomno zelo pomembni, saj so na podlagi političnih odločitev bile sprejete tudi vojaške odločitve. Udeleženci oziroma referenti na posvetu so v svojih prispevkih povedali marsikaj novega in seveda avtentičnega, saj so bili prisotni v teh procesih bodisi kot politično-vojaške osebnosti ali pa samo vojaške na visokih poveljniških in seveda tudi štabnih dolžnostih. Marsikaj smo imeli priložnost slišati prvič in marsikaj od tega ni še bilo povedano, kaj šele zapisano. Sedaj so ta pričevanja zapisana v zborniku in predstavljajo dragocen vir tako za zgodovinsko stroko, kot seveda tudi za mlade v procesih izobraževanja in seveda na različnih stopnjah. Na samem posvetu smo z veseljem opazovali številne mlade iz različnih šol, ki so prisostvovali posvetu in zanimanjem spremljali takratne povedane besede.
V Zvezi veteranov Slovenije nadaljujemo z organiziranjem takšnih posvetov skoraj identičnim nazivom tudi na nižjih ravneh takratne upravne in vojaške organiziranosti. Tako so dolenjski veterani organizirali posvet o vlogi teritorialne obrambe na Dolenjskem in tudi tam je nastal zbornik, ki je že natisnjen. Enako je bil organiziran posvet v Pomurju in njihov zbornik bo zagledal luč sveta maja prihodnjega leta. In seveda jaz upam, da se bo enako dogajalo tudi v vseh ostalih pokrajinah. Seveda si ne delamo utvar, da bomo na vseh teh posvetih uspeli ugotoviti in zapisati vse, kar se je dogajalo v pripravah in v sami osamosvojitveni vojni. Ostaja še mnogo neugotovljenega in neraziskanega in zavedamo se spolzkega terena, po katerem se gibljamo, kar se je pokazalo v vseh minulih letih in nažalost se kažejo tudi danes. Vendar ravno to je naš cilj, čim bolj natančno ugotoviti in povedati, kaj in kako se je osamosvojitev dogajala, kajti le tako se bomo izognili nenehnim prepirom o zaslugah tako posameznikov kot tudi organizacij, ki so takrat imele pomembno vlogo. Želimo si, da bi imeli na razpolago tudi arhivske vire in da dostop do njih ne bi bil za nas tako težak, saj v posameznih publikacijah lahko zasledimo številne dokumente, tudi z oznakami najvišje stopnje zaupnosti, do katerih pa mi, naši veterani, ki pišejo, nimamo dostopa. Upam, da se ne bodo uresničile besede iz razprave, če se še spomnite Janeza Lesjaka, ki je dejal, da bomo v Beogradu prej prišli do naših dokumentov, kot pa doma v Sloveniji. Ostalo nam je seveda še veliko dela. Nam in sorodnim zvezam in združenjem vojnih veteranov iz leta 1991. S takšnim korektnim, na resnici utemeljevanim opisom dogodkov takratnega časa bomo prispevali k oblikovanju objektivnega pogleda na čas osamosvajanja. Danes so z nami tudi tisti naši kolegi, ki so imeli to čast, ta privilegij, da so dvignili zastavo Republike Slovenije takrat ob dnevu državnosti v mesecu juniju. Jaz jih lepo in še posebej toplo pozdravljam, kajti na naslovnici tega zbornika, ki je sicer na prvi pogled skromen, vendar vsebinsko bogat, so naslikani ravno fantje, ki so to častno dejanje tudi opravili. Jaz se še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali na samem posvetu in še posebej, da ste se danes udeležili te predstavitve in seveda hvala za vaš prispevek. Sedaj pa vabim predsednika Državnega sveta, da nas pozdravi in spregovori. Hvala lepa. Spoštovane veteranke in veterani, lep pozdrav organizacijskemu odboru in pa seveda gospodu Ladislavu Lipiču, prav tako lep pozdrav prvemu predsedniku Republike Slovenije Milanu Kučanu in pa predvsem lep pozdrav vsem vam, ki ste danes tukaj, kajti verjamem, da vsi tisti, ki ste danes tukaj, ste tudi del te naše zgodovine, del tega doživljanja, ki smo ga vsi skupaj doživljali v tistih na nek način težkih časih, pa danes vendarle lepih, ko se spominjamo teh trenutkov, ki smo jih na nek način skupaj preživeli. Dovolite mi seveda, da vas tudi pozdravim v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, to se pravi v drugem domu našega parlamenta. Res, ampak prav zares mi je veliko čast, da je bil Državni svet nekako soorganizator prvega posveta in da smo zelo pomembnemu delu civilne družbe omogočili izmenjavo pogledov in mnenj o posameznih vsebinah prelomnega obdobja naše novejše zgodovine. Naša želja je bila prispevati k odprti diskusiji akterjev prelomnih dogodkov ter v povezavi z zgodovinsko stroko celovito, kakor se seveda da, osvetliti takratno dogajanje. Kajti smo generacija, ki je soustvarjala ta del zgodovine in zato je prav, da tudi aktivno sodelujemo pri njenem dokumentiranju. Obdobje osamosvajanja je ena od vsekakor svetlih točk
točk naše preteklosti. V prelomnem zgodovinskem trenutku smo bili državljanke in državljani Slovenije enotni, kot še nikoli do sedaj. Enotnost smo izkazali za odločno obrambo samobitnosti. Siceršnje razlike so stopile v ozadje, poenotili smo se v močni volji, da zaščitimo svojo mlado državo, na katero smo čakali dolga stoletja. Takratni dogodki so nam lahko seveda za zgled, kajti tako enotnost bi še kako potrebovali tudi danes. Razprave, ki so v preteklih letih potekale v Državnem svetu Republike Slovenije, so že prispevali k osvetlitvi nekaterih sivih lis in neznank v naši polpretekli zgodovini. To se nam, državnim svetnikom, ki prihajamo iz raznolikih idejnih, političnih in interesnih okolij, zdi še posebej pomembno. Parlament in lahko rečem še posebej Državni svet Republike Slovenije zaradi svoje vloge mostu med civilno družbo in politiko je eden od primernejših prostorov za tovrstne razprave in doseganje nacionalnega konsenza v vprašanjih, ki nas kot narod včasih tudi delijo. Tudi s problemi naše novejše zgodovine se je treba pogumno soočiti, saj si že vsi, ne glede na prepričanje, smo nekako ugotovili, da nas te razlike hromijo in nas ovirajo v obdobju, ko bi vse moči morali nameniti iskanju rešitev iz položaja, iz katerega smo se znašli. Tudi plebiscitarna odločitev konec leta decembra 1990 ni bila zgolj politična odločitev, ampak je bila široko sprejeto dejanje naše skupnosti, ki je vedela, da bo morala svojo dejansko neodvisnost šele dokazati in ubraniti, če bo potrebno tudi z orožjem. Spoštovani, zbornik, ki je tukaj pred nami, širi vedenje o nastajanju naših oboroženih sil skozi optiko slovenskega osamosvajanja, zato je pomemben dokumentarni prispevek k nadaljnjemu raziskovanju in razmišljanju o naši državnosti. Upam seveda, da bodo tudi vsi ostali zborniki čim prej zagledali luč. Ob izidu seveda čestitam tudi vsem slovenskim veteranom in domoljubnim organizacijam za njihov trud in prispevek k ohranjanju spomina na prelomne zgodovinske trenutke v naši zgodovini. S tem krepijo slovensko domoljubne kot posebno vrednoto, kajti vliva upanje v našo lepšo prihodnost našega naroda in države kot politične tvorbe na zemljevidu globaliziranega sveta. Prav tako vsem skupaj čestitam ob bližnjem prazniku samostojnosti in enotnosti. In vam želim prijetno praznovanje v krogu vaših najbližjih. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala predsednikoma Lipiču in Brvarju za lepe pozdravne besede, za tehtne misli, ki sta jih izrekla in seveda čestitke ob praznikih. Preden preidemo na besede recenzentov, mi dovolite, da spregovorim nekaj tehnikali o zborniku, za katerega verjamem, da imate vsi na mizi oziroma v rokah. Torej, Zveza veteranov vojne za Slovenijo je 18. junija preteklega leta v Državnem svetu organizirala posvet na temo vloga teritorialne obrambe pri vzpostavljanju in zavarovanju osamosvojitve. Na tej osnovi je nastal pričujoči zbornik. Na tem mestu mi dovolite, da se zahvalim Državnemu svetu za gostoljubnost junija lanskega leta in seveda decembra letošnjega leta. Verjamem, da kadarkoli bomo potrebovali pomoč Državnega sveta, da nam Državni svet bo pri našem plemenitem dejanju, pri našem poslanstvu pomagal. Že vnaprej najlepša hvala za to.
No, in če smo pri tehnikalijah, je lepo, da opozorimo na ljudi, ki so se trudili za to, da je pričujoči zbornik izšel. Na prvem mestu je seveda urednik Marjan Grabnar, gospod veteran na moji levi, in istočasno mi dovolite, da predstavim, če smem tako reči, delovno predsedstvo, ki bo danes moderiralo to prireditev. Moja malenkost, dr. Tomaž Teropšič in pa veteran Marjan Grabnar, podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Pri izdaji zbornika je veliko vlogo imel seveda organizacijski odbor za objavo zbornika v sestavi Marjan Grabnar, Ladislav Lipič, Uroš Krek in Mitja Jankovič. Recenzenta zbornika sva dva, moja malenkost dr. Tomaž Teropšič in Ivan Herbert Kukec. Jezikovni pregled Mojca Pipan. Fotografsko gradivo so prispevali Tomaž Bukovec, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Arhiv revije Obramba, Mitja Jankovič in Tone Stojko. Zbornik je tiskala tiskarna Skušek iz Ljubljane, založnika sta dva, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Defensor d.o.o. Zbornik je izšel v nakladi 500 izvodov. Verjamem, da se bo Zveza veteranov Slovenije potrudila in bo poskušala z sponzorji narediti naslednji korak, da bojo oziroma da bomo probali tale zbornik ponoviti v podobni nakladi in posredovati čim bolj v javnost, kajti v interesu nam je, da strokovna in laična javnost čim več zve o za Slovenijo usodnih dogodkih. Kot sem dejal, sva recenzenta dva. Najprej mi dovolite, da preberem svojo recenzijo. Seveda gre za skrajšano obliko recenzije, kajti daljša verzija recenzije je objavljena v zborniku in si jo boste lahko sami prebrali. Sedaj pa prehajamo na skrajšane oblike. Torej, Zveza veteranov vojne za Slovenijo je bila ustanovljena konec leta 1293. Od same ustanovitve organizacije je njen cilj krepitev domoljubja in ohranjanje spomina na osamosvojitveno vojno Slovenije. Slednji cilj je kontinuiran proces, ker organizacija ZVVS dosega zelo lepe uspehe. Še posebej so vojni veterani aktivni ob raznih obletnicah. Tudi ob 20-letnici delovanja veteranske in domoljubne organizacije Zveze veteranov vojne za Slovenijo je bilo tako. ZVVS je izvedla več posvetov na temo vloga teritorialne obrambe pri vzpostavljanju in zavarovanju osamosvojitve. Namen posvetov je bil omogočiti udeležencem posvetov, veteranskim organizacijam ter strokovni in širši javnosti predstavitev dogodkov iz obdobja osamosvajanja, izmenjava pogledov in mnenj o posameznih vsebinah takratnega obdobja, predvsem pa omogočiti širše razumevanje ter spodbuditi preučevanja, razmišljanja in vedenja o prelomnih dogodkih naše bližnje zgodovine širši javnosti, pa tudi zagotoviti nove vire za nadaljnjo preučevanje in širjenje vedenja o vlogi teritorialne obrambe v osamosvojitveni vojni. Prvi in uvodni posvet je bil junija 2013 v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Dolenjski vojni veterani 91 so sredi oktobra 2013 izpeljali posvet vloga TO pri vzpostavljanju in zavarovanju osamosvojitve. Posvet je pripravil in izpeljal organizacijski odbor, ki so ga sestavljali vojni veterani in zgodovinar. Namen posveta je bil omogočiti čim širši javnosti ob 20. obletnici uspešnega delovanja veteranske organizacije dodaten vpogled v obdobje osamosvajanja na vojaškem področju na območju delovanja drugega pokrajinskega štaba teritorialne obrambe Dolenjske.
Po posvetu so dolenjski veterani izdali zbornik, ki je nastajal tudi s ciljem pomoči prosvetnim delavcem pri njihovem plemenitem poslanstvu oziroma vzgoji učencev, dijakov in študentov v odgovorne državljane, ki se zavedajo svojih korenin oziroma obdobja, ko je nastajala njihova država. Podoben posvet z naslovom Vloga TO Pomurja v procesu osamosvajanja so v oktobru 2014 izpeljali v Murski Soboti. Na posvetu so referenti orisali vojaško-politične razmere, predstavili organizacijo in delovanje teritorialne obrambe, milice in medijev Pomurja v osamosvojitveni vojni. Kot sem že dejal, je v organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Državnega sveta 18. junija 2013 potekal posvet z naslovom Vloga teritorialne obrambe pri vzpostavljanju in zavarovanju osamosvojitve. Eden od razlogov omenjenega posveta je tudi natisnjen zbornik prispevkov, ki ga danes predstavljamo javnosti. V njem je več nekdanjih udeležencev osamosvojitvene vojne in zgodovinarjev zapisalo svoje poglede na obravnavano tematiko. Jelko Kacin je v referatu obudil spomin na obdobje pred osamosvojitvijo in na vojni čas. Boris Bolfek je izčrpno opisal razvoj teritorialne obrambe od ustanovitve naprej. Janez Lapar je najprej podal razvoj teritorialne obrambe od maja 1990 do junija 1991. V drugem referatu pa je v številkah spregovoril o JLA in navedel vrsto zanimivih podatkov. O manj poznanih zadevah, o delovanju varnostnih struktur na območju Republike Slovenije je spregovoril Damjan Kos. Zvezdan Markovič je predstavil temeljne značilnosti nasprotnika v obdobju osamosvajanja Republike Slovenije v letih 1990 do 1991. Tomaž Kladnik je opisal vlogo in pomen teritorialne obrambe Republike Slovenije v osamosvojitveni vojni Slovenije leta 1991. Svoj pogled na strateški nivo vodenja osamosvojitvene vojne z operativnega nivoja je podal Albin Gutmann. Franci Žnideršič je predstavil premalo poznan pomen in vlogo civilne obrambe v pripravah na vojno in v sami vojni. Milan Kučan pa je podal pogled na strateški nivo vodenja osamosvojitvene vojne Slovenije z nivoja predsedstva Republike Slovenije. Posvet Vloga teritorialne obrambe pri vzpostavljanju in zavarovanju osamosvojitve je imel namen osvetliti slovenske osamosvojitvene dogodke. Odločitev organizatorjev, da kot referente na posvet poleg zgodovinarjev povabi tudi udeležence osamosvojitvenih dogodkov, je bila pravilna. Le-ti so obudili spomine, predstavili nova dejstva, tedanje dogodke pa uvrstili v okvir takratnega časa. Sodobno zgodovinopisje upošteva spomine kot pomemben vir. Zavedati se je treba, da je vse več nekritičnega obravnavanja in namernega zavajanja. Pojavljajo se celo konstrukti v interesu dnevne politike. Predstavljeni prispevki referentov so zato kvaliteten korak naprej, pa tudi osnova za nadaljnje raziskovanje dogodkov obravnavanega časa. Zbornik s posveta je pomemben nov prispevek celovitosti pogleda v zgodovino teritorialne obrambe Slovenije ter eden kvalitetnejših pripomočkov za zmago resnice o veličini slovenske osamosvojitve. Najlepša hvala. Sedaj je na vrsti gospod Ivan Herbert Kukec. Gospod Kukec, beseda je vaša. Gospod predsednik Državnega sveta, veteranke, veterani, gospe, gospodje. General Lipič je na posvetu v uvodnem nagovoru povedal, da je eden od ciljev posvetov o osamosvojitvi zbrati čim več avtentičnih pričevanj udeležencev osamosvojitve. V zadnjih 23 letih je kar nekaj publicistov, zgodovinarjev in pisateljev z domoljubnim ali političnim navdihom in različnim uspehom poskušalo razložiti svojo resnico videnja osamosvojitve. Največkrat je TO Slovenije nekako ostala po strani. Pobuda
Zveze veteranov vojne za Slovenijo je prišla pravi čas in bi lahko rekel tudi zadnji čas. Pravi čas zato, ker se danes vse bolj pogosto in glasno pojavljajo posamezniki, ki si prisvajajo osamosvojitev in celo trdijo, da jim je to, kar so osamosvojili, ugrabljeno. Zadnji čas zato, ker udeleženci še pomnijo pomembne dogodke in dragocene podrobnosti. To in relativno majhna časovna odmaknjenost zmanjšuje nevarnost, da udeleženci osamosvojitve sebe prepričajo, da so že takrat vedeli to, kar vedo danes. Vse tri teme posveta povezuje skupno sporočilo. Od ustanovitve TO leta 1968 je Slovenija sprejela nujnost izgradnje lastnih obrambnih sil. Leta 1968 je spomin na ukinitev slovenske partizanske vojske bil še kako živ. Zato je vodstvo republike ves čas ustrajalo na samostojnem opremljanju teritorialne obrambe in visokih standardih usposabljanja. Delovanje upravnih organov za obrambo je omogočilo aktiviranje vseh obrambnih segmentov družbe in onemogočilo nasprotniku, da se jih polasti po obrambnih načrtih prejšnje države. Pragmatično zastavljeno vodenje obrambe na državni ravni je omogočilo uspešno delovanje obrambnega sistema proti nasprotniku, ki je izhajal iz istega sistema, vendar ga brez podpore ljudstva ni mogel uporabiti. Zato je bil v agresiji na Slovenijo tudi poražen. Na posvetu tudi ni bilo črno-belega slikanja naših in njihovih dobrih fantov. Generala Slapar in Gutman sta pogumno in strokovno prikazala dogajanja, ki so se v zvezi z odhajajočo TO, teritorialno obrambo, in nastajajočo slovensko vojsko dogajala v najbolj občutljivem času, ko se je bilo potrebno bojevati z močnejšim nasprotnikom. Iz njunih ekspozejev in razprave se da razbrati, da nekatere posledice čutimo še danes, teh nihanj, ki so takrat nastala. Gospod Franci Žnidaršič je natančno razmejil namen in delovanje civilne obrambe in civilne zaščite in pomembnost koordinacijskih skupin za usklajeno delovanje obrambnega sistema, ki so bile v tistem času optimalna rešitev, čeprav so delno posegale v ustaljeni sistem poveljevanja. Morda moramo poiskati odgovor, kako bi delovale danes v daljši obrambno-varnostni krizi. Nekdanji predsednik Milan Kučan je poudaril potrebo po oblikovanju objektivnega pogleda na čas osamosvajanja. Verjamem, da je imel v mislih moralno in politično škodo, ki si jo ustvarjamo z različno motiviranimi interpretacijami bližnje zgodovine. Zgodovinarji, ki so sodelovali na posvetu, so v času, ki jim je bil na voljo, celostno povzeli 23-letno zgodovino teritorialne obrambe do zaključno konca osamosvojitvenih vojaških naporov. Je pa še veliko belih lis za raziskavo obdobja osamosvojitve in iskanje odgovorov na današnje grožnje tako za zgodovinarje kot politiko in obrambno stroko. Zbornik je tudi podpora o zaveščanju civilne družbe o nastanku države. Upam, da bo bralce spodbudil k razmišljanju, kako delovati v prid demokracije vnaprej. Hvala. Hvala gospodu Kukcu za recenzijo. Gospod Kukec je velik poznavalec obrambnih struktur in verjamem, da bojo njegove tehtne misli še kako prišle na plan in o teh stvareh bo treba še marsikaj spregovoriti. Sedaj pa k besedi vabim
gospoda Janeza Slaparja. Gospod Slapar, govornica vas čaka. Izvolite, prosim. Seveda tudi z moje strani lep pozdrav predsedniku Državnega sveta in našemu bivšemu vrhovnemu poveljniku. Zahvala gre tudi Zveze veteranov vojne za Slovenijo za organiziran posvet in seveda tudi za izdan zbornik, ki pričuje dogodke tistega časa. Govoriti in pisati o dogodkih povezanih z vojaško osamosvojitvijo Slovenije in vojno je nujno, kajti vse preveč si posamezniki in posamezne politične opcije poskušajo prikrajati zgodovinsko resnico, potvarjajo resnico o dogodkih iz obdobja leta 90 in 91. S tem seveda zanikajo aktivnosti in delovanje več 10 000 pripadnikov teritorialne obrambe in tudi slovenske policije. Nedavni postroj v Kočevski Repki je bil tipičen primer potvarjanja slovenske zgodovine. 17. decembra 1990 je bil postroj 30. razvojne skupine teritorialne obrambe, ki je takrat predstavljala prve zametke slovenske poklicne vojske. Pripadniki v maskirnih oblekah in s peterokrako zvezdo na kapi teritorialcev so bili oroženi z nekaj dni prej uvoženim orožjem iz Singapura. Postroj je bil namenjen tudi prikazu pripravljenosti TO pred plebiscitom, ki je bil izveden na današnji dan pred 24 leti. Zakaj govorim o tem? Zame to ni bil prvi postroj Slovenske vojske. Postroji Slovenske vojske so zame vsi postroji slovenskih vojakov s poveljevanjem v slovenskem jeziku. In sem spadajo postroji majstrovih borcev, slovenskih partizanov in slovenskih teritorialcev po letu 1968. Če pa govorimo le o novejši zgodovini, po prevzemu pristojnosti na teritorialno obrambo z ustavnimi amandmaji leta 1990, bi lahko za prvi postroj mogoče šteli postroj voda za protispecialno delovanje in predaja poročanja oziroma poročila ali raporta predsedniku predsedstva 23. oktobra 90 ali postroj 3. bataljona 21. brigade po mobilizacijsko-taktični vaji in raport ter pregled bataljona tudi strani predsednika predsedstva, ki je bil 7. decembra 1990, ali postroj čete za protispecialna delovanja v Mariboru 28. novembra 1990. In takih postrojev je bilo pred postrojem 30. razvojne skupine v Kočevski Reki še več. Za prvi postroj v novih uniformah in novih uvedenih oznakah pa bi lahko šteli postroje nabornikov na dan za obljube na Igu in Pekrah 2. junija 1991 ali pa mogoče za obljubo slovenskih teritorialcev 20. oktobra v vojašnici v Cerkljah ob Krki. To se pravi, postrojev je bilo seveda veliko in se mi zdi, da je povsem neprimerno, da bi pa poskušali prvi postroj Slovenske vojske v okviru tega tudi iskati. Tako da 17. decembra 1990 je bil prvi postroj 30. razvojne skupine, predhodnice današnje prve brigade Slovenske vojske. Naziv Slovenska vojska je bil uveljavljen šele januarja 1995, ko je začel veljati zakon o obrambi, ki ga je slovenski parlament sprejel decembra 1994. Upam, da bomo udeleženci vojne za Slovenijo našli toliko moči, da se upremo potvarjanju dogodkov in spreminjanju zgodovine, ter da se upremo tudi vsem tistim, ki danes poizkušajo, če tako rečem, v domačem jeziku soliti pamet, kaj vse bi bilo potrebno storiti drugače, bolje.
Nekateri so prepričani, da bo samostojnost in mednarodno priznanje dobili brez boja. Vojno so nam teritorialcem leta 1991 usilili. Lahko smo ponosni, da smo z orožjem zagotovili samostojnost in suverenost slovenske države. Prijetne praznike vsem. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Janezu Slaparju. Gospod Slapar je v svojem referatu že na posvetu navedel vrsto številk o JLA. Topot je navedel nekaj dejstev iz obdobja osamosvojitve z druge strani, z naše strani. Tako da najlepša hvala za to, da ste se odločili spregovoriti o aktualni temi. Sedaj pa k besedi vabim gospoda Albina Gutmana. Gospod Gutman, beseda je vaša. Izvolite, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali vabilu našega predsednika in smo se danes tukaj zbrali. Ko me je moj predsednik veteranov določil, da bom predstavil naš zbornik v osnovni šoli Mirna Peč, sem večkrat podvomil, ali bo to šlo ali ne. Pa glede na to, da sem takrat pri 20 letih začel svojo službeno pot, sem vendar šel v Mirno Peč, ki ima danes zelo moderno šolo, in profesorica zgodovine mi je rekla, predno smo začeli, je rekla, veste, naši otroci o letu 90 in 91 ne vedo čisto nič. Ampak, da ne boste mislili, tudi mi, učitelji, ničesar ne vemo. In seveda na ta način mi je povedala, da je treba začeti malce drugače razlagati to obdobje, kot sem si jaz zamislil. Moram reči, da je bil pa odziv povsem drugačen. Ne? Ko sem na koncu vprašal, ali ima kdo še kaj za vprašati, je vseh 60 otrok dvignilo roko. To pomeni, to obdobje jih zanima, vendar ničesar jim ne povemo. Mi pač iz različnih razlogov to v preteklih letih nismo storili, zato še posebej pozdravljam to pobudo, ki jo je dal moj kolega Lado, da se te zadeve začnejo opisovati. No, na Dolenjskem smo to nekako, lahko malo pohvalim našega predsednika, pa seveda svojega operativca tukaj kar uspešno naredili in poskušali s tem zbornikom opisati dogajanja v letu 90 in 91 in pa seveda tudi še malo prej, se pravi od začetkov teritorialne obrambe. Poskušali smo povezati tudi civilno obrambo, civilno zaščito, deloma tudi milice, kar nismo bili ravno uspešni, pa upam, da bo v prihodnje bolje. In naredili smo nek zbornik, po odzivih sodeč dober, tak, ki ga ljudje prebirajo. Res pa je, ne, na Dolenjskem smo imeli v tistem 10-dnevnem času približno 8000 poklicanih ljudi, to pomeni, imamo 8000 zgodb za vsak dan. Zato je tudi naša odločitev, da z zborniki nadaljujemo. In ravno danes smo imeli že drugi sestanek za zbornik, ki naj bi prišel leta 2016 iz tiska in kjer bo še malce obširneje obdelana teritorialna obramba, tudi takratna narodna zaščita in pa seveda obdobje v letu 1991. Vprašanje je seveda, kako daleč mi s tem zbornikom sežemo. Nedaleč, ne, to je treba vedeti. Mi smo izdali zbornik v 700 izvodih, približno polovico smo pobrali veterani, nekaj je šlo v šole, nekaj v knjižnice, splošno dostopni te naši zborniki niso. Prodajati ga ne moremo, ne, ker je več ali manj narejen z denarjem različnih donacij. Tu bi se posebej zahvalil Slovenski vojski, ki nam je veliko prispevala
s pomočjo svojih kadrov in pa seveda tudi vojašnici Novo mesto, kjer smo se ves čas sestajali in kjer smo imeli na razpolago vso logistiko. Torej tudi v tem smislu je treba malce razmišljati, čemu in komu so naši zborniki namenjeni. Mislim, da nam samim ne, mi vemo, kaj je bilo, kako je bilo in jih moramo plasirati predvsem med mlade in pa seveda tudi med naše občane, da bodo, ko prebirajo razne zapise povsod po raznih časopisih, znali presoditi, kaj se je takrat resnično dogajalo in kaj se ni. Še eno prednost bi omenil, ki smo jo na Dolenjskem s pridom izkoristili. Povezali smo veteransko organizacijo s častniško organizacijo. Res je, da je pri nas pač tako, da smo najprej na veteranskem sestanku, potem gremo pa isti ljudje še na častniškega, ampak to je delovalo in mislim, da smo uspeli doseči, da smo aktivirali večje število ljudi. To poskušamo tudi vnaprej, je pa težava v tem, da mnogi ne želijo ničesar napisati, mnogi želijo kaj povedati in poiskali bomo možnost, da bomo seveda tudi to njihovo pripoved znali spraviti na papir. Ob koncu morda samo še to, da po 2 leti bojev z birokracijo ministrstva se morda le obeta ena možnost realna, da bomo lahko prišli do tistih dokumentov, ki smo jih večino v letu 1991 tudi sami napisali. Enega pravega razloga, zakaj nam to ne odobrijo, ni. Vsi ministri so nam ta dovoljenja obljubili, jaz sem celo imel že to dovoljenje, vendar ga, ker je prišel novi minister, v arhivu niso priznali. Mislim, da je to potrebno predvsem zaradi tega, da napišemo tisto, kar lahko potem uporabijo tudi zgodovinarji. Torej, če jaz napišem nekaj, kar sem v povelje zapisal, potem to ni preverljivo, če pa napišem, da je tak dokument v arhivu ministrstva tam in tam, da ima tako in tako številko, pa ga lahko vsak pogleda in tudi vsak preveri. Jaz spodbujam vse, ki želijo kakorkoli še zapisati ta svoja doživljanja, da to storijo, da se to v priliki lahko objavi. Vsem skupaj pa želim vesele praznike in srečno novo leto. Hvala. Hvala gospodu Gutmanu, ki nas je spodbudil, da je nujno potrebno zbirati gradivo in ga seveda posredovati javnosti. Koliko smo pri tem uspešni, bo na to opozorila javnost, tako laična kot strokovna. Kot profesionalni zgodovinar bi pa povedal, da te zadeve vsekakor dosežejo javnost, če ne zdaj, čez 10, 20, 50 ali celo 100 let. Verjemite mi, da kot profesionalni zgodovinar imam včasih kar velike težave, predvsem mislim to na zbiranje gradiva. Več ko gradiva je, lažje je realno opisovati zadeve. Kar se pa tiče javnosti, pa moram povedati, da javnost različno gleda na te zadeve, odvisno v katerem času. Letos je 100-letnica Prve svetovne vojne in na to zadevo je nastalo veliko razstav, veliko zbornikov, knjig in celo filmov. Verjemite mi, da se te filmi zelo dobro gledajo, predvsem zaradi tega, ker so nam te zadeve neznane in se to pogleda tudi zaradi tega, ker ni več stvar dnevne politike in mislim, da je to dobro. Predvsem pa je dobro te zadeve zaradi, da se objavljajo zaradi identitete in samospoštovanja naroda. Najlepša hvala. Sedaj pa prihajamo na naslednjo točko. Veterana Petra Tajhmajstra smo zadolžili za 2 kulturna vložka. Prvega je izvedel na začetku, sedaj je na vrsti drugi vložek. Peter je to z veseljem sprejel,
zato verjamem, da mu bo v veliko čast, da izvede tudi naslednji kulturni vložek. Peter, izvoli. V dnevih nesreče in bede, v dnevih, ki mi tare dušo obup, si mi jedina podpora. Jedina tolažba ti, ljubezen do svete, naše domovine. Ljubezen do rodne grude, ljubezen do onih krajev, kjer sem brezskrben deček igral prve igre s sodrugi svojimi. Ljubezen do milega jezika slovenskega, v katerem mi je govorila v dneh mladosti, sreče in brezskrbnosti majka moja. Kam bi že zabrajdel, ko bi ne bilo tebe, sveta ljubezen domovinska? Kako bi prenašal življenja pezo, ko me ne bi krepila misel, da človek, da mož ne živi le sebi, radi samega sebe, ampak da živi domovini svoji, narodu svojemu. Kakor vodi mornarja med zemevajočimi prepadi, med štrlečimi skalami tega življenja. Ti si oni dragoceni kamen, oni svitli kristal, od katerega sije v noč in temo življenja mojega ogrevajoči, blagodejni žarki. Z njimi se poji duša moja in črpa moč za boj v življenju. Sveti mi jasno na pot v življenje. Krepi me tudi v prihodnje, vodi me srečno, kaži mi pravo pot. Tako je natanko pred 120 leti o ljubezni do domovine razmišljal Ksaver Meško. Hvala Petru. Peter je izbral zanimive teme in jih na zelo lep način posredoval. In verjamem, da se nas je vsebina tekstov, ki jih je Peter izbral, dotakala, in to so teme, ki bodo vedno aktualne. Peter, najlepša hvala. Verjamem, da te bomo še kdaj angažirali za podobne zadeve. Na vrsti so besede gostov. Verjamem, da bi kdo želel spregovoriti, tako da beseda je vaša in govornica vas tudi čaka. Če se bo kdo odločil, bi prosil, da pride naprej. Izvolite. V imenu načelnika generalštaba, generalmajorja Andreja Ostermana, vse lepo pozdravljam in se v imenu Slovenske vojske veteranom, našim kolegom, našim predhodnikom zahvaljujem za to, kar ste napisali. Zahvaljujem se zaradi tega, ker je v tem času zelo težko razlagati ali pa tolmačiti določene dogodke iz preteklosti, če jih tolmačimo samo iz glave, če niso zapisani. Pisana novica, pisan argument je tisti, katerega se da lažje predstaviti in lažje razširiti. Smo pred praznikom enotnosti in verjetno ste v tem času pred leti, takrat, ko se je dogajalo to, kar ste v zborniku zapisali, smo doživljali največjo enotnost slovenskega naroda. V vojski je enotnost zelo pomembna. Ne glede na to, da smo danes v veku, kjer so pravice in pravice posameznikov nad vsem, je za vojsko, za enoto, ki hoče zmagati, enotnost osnovni imperativ. Seveda vojaki ne pričakujemo. Mi vemo, da v demokratični družbi so razlike.
vendar hkrati morate razumeti, da lahko moralo, da lahko enote pripravimo samo tako, da imamo enoten pogled na vsaj nekaj, bi temu rekli, sidernih jeder v naši zgodovini. Brez tega ne moremo razvijati morale, ne moremo zagotoviti tega, kar se od vojske pričakuje, da bo dejansko zmagovala. Tudi ta zbornik nam omogoča, da lažje razumemo, kaj se je zgodilo in da iz zgodovine, iz tradicije črpamo tisto, kar nam pomaga vnaprej. Ob tem bi pa rad rekel še par besed v zvezi z tem, kar se je v strokovnem pomenu besede dogajalo leta 1991. V NATO se v zadnjih 7-8 letih veliko govori o celovitem pristopu. In mnogi ga odkrivajo na novo, nažalost nekateri tudi pri nas. Če je kje izjemen primer celovitega pristopa, potem je v Sloveniji leta 1991. Torej celovitega pristopa v smislu, da so civilne strukture, lokalne skupnosti, politika, mediji, civilna obramba, policija in seveda tudi vojska stopili skupaj in zmagali dejansko skupaj. To je zelo pomembno in kadarkoli to razlagamo tujcem, se moramo zavedati, da imamo tudi mi nekaj takih izkušenj. Nažalost se je tudi slovenska vojska v razvoju zaprla v vojašnice. Jaz upam, da bomo tudi z vašo pomočjo v prihodnje boljši, kot smo bili do sedaj. Zato najlepša hvala za to, kar ste naredili in upam še na veliko pisnih virov. Hvala lepa. Hvala gospodu Humarju za njegove tehtne besede in da nam je prenesel pozdrave načelnika generalštaba. Sprašujem, bi želel še kdo prenesti pozdrave, sporočiti kakšno misel? Ja. Gospod Šonc Miloš, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsednik, spoštovani navzoči, dovolite morda samo par misli okrog ne samo zbornika, ampak tudi ostalih zadev, ki so se mi utrnile, ko sem poslušal vmes torej vse te govorce. Jaz mislim, da je zelo korektno, da na podlagi izkušenj in znanja dobimo en pouk ne samo za danes, ampak tudi za naprej. In to se mi zdi, da ta zbornik korektno predstavlja in če je to eden od nizov ostalih zbornikov, se mi zdi, da je res potrebno, da se s tem vse tiste tančice in skrivnosti odgrnejo in da marsikaj, kar je doslej bilo nejasno, da se zadeve pojasnijo in da dejansko lahko gremo potem naprej, tako kot je bilo še iz strani predhodnikov rečeno, bolj morda enotni v nekaterih dejanjih. Marsikaj je verjetno ostalo še vedno nedorečeno, morda kaj okrog koordinacij, morda kaj okrog poveljevanja, kontrole, sodelovanja in tako naprej. To, kar je predgovornik trenutno omenil, absolutno drži, ampak marsikaj je specifična odgovornost posameznih struktur, kot so milica, kot so takratna, kot so bila teritorijalna takratna in tako kot bilo verjetno treba tudi marsikatero pozitivno izkušnjo vgraditi v zdajšnje stanje, zdajšnji zakon. Jaz mislim, da je potrebno se vsak dan pravzaprav boriti za mir, pa za neke demokratične in pa za neke zakonite rešitve. To poudarjam predvsem zato, ker se mi zdi, da smo bodisi kot posamezniki ali pa kot družba postali morda premalo občutljivi na določene deformacije, pa morda tudi lahko rečemo na nekatere stranpoti, torej tudi na tem našem vojaško-strokovnem področju, torej v preteklosti, ali morda iz tega obdobja osamosvajanja ali pa morda torej kasneje. Marsikaj
lahko dopolnimo in izboljšamo, pa če se to nanaša na pamet, govorim sedaj ali na nošenje uniform ali na neko profesionalno analizo oziroma analizo profesionalizacije vojske, ali imamo tukaj še kakšne rezerve pri kakšnih rešitvah. Mislim, da je to možnost in prilika, da gremo korak naprej. Morda tudi v enotnost v delu in v ciljih vseh domoljubnih organizacij. Tle mislim od Združenj zveze borcev do Severja, do teritorijalne bivše, odnosno veteranskih sedanjih organizacij. Mislim, da če smo enotni v delu in v ciljih, ni potrebno, da smo kako združeni, ampak enotnost v delovanju pa mislim, da bi morali iti korak naprej. Določene iskrice pa nesporazumi, ki se včasih kažejo med nami, niso in po mojem ne sme biti razlog za bodi si potvarjanje dogodkov ali pa zanikanje nekih dejstev. To, kar zadnje čase po spletu torej dobivamo okrog Rožne doline ali kaj podobnega, je recimo primer tega, o čemer govorimo, oziroma na kar smislu. In da ne bom predolg, na koncu dovolite, da vas še enkrat iskreno pozdravim in da želim vse najboljše za torej praznik in pa za novo leto 15. Hvala lepa. Hvala gospodu Šoncu, ki nas je opozoril, tako veterane kot zgodovinarje, da nas čaka še kar precej dela. In vabim naslednjega, da spregovori v skladu s slovenskim izročilom. Bi morala biti neparna številka, je mogoče. Če ni, potem najlepša hvala obema in v zaključni besedi vabim predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo, veterana Ladislava Lipiča. Gospod predsednik, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovani, ob zaključku današnje predstavitve tega pričujočega zbornika se še enkrat zahvaljujem za vašo prisotnost, izvajalcem in pa seveda avtorjem prispevkov v pričevanju v zborniku iskrena hvala. Enako velja vsem, ki so veliko pomagali, da je ta zbornik dragocenih pričevanj zagledal luč sveta. In seveda upoštevajoč vse, kar je bilo tudi danes povedano, kaj nas v prihodnosti na tem področju čaka, se seveda tega zavedamo in že imamo v naših načrtih organizacijo ne samo teh splošnih posvetov na nivoju pokrajin, ampak seveda tudi posameznih tematskih področij na različnih naravneh. Tudi o koordinaciji in tudi še o ostalih vprašanjih, ki so bila danes omenjena. Naj se ob tej priložnosti, čeprav danes ni predstavnika Ministrstva za šolstvo in ne Zavoda za šolstvo z nami, zahvalim tema dvema inštitucijama za razumevanje in pa za podporo. Namreč uspeli smo se dogovoriti, da bodo ti zborniki, ki bodo nastajali, ne samo finančno podprti, ampak da se bodo lahko uporabljali tudi kot učni pripomočki v šolah na različnih ravneh. In seveda hvala tudi Borisu Knificu in pa Defensorju za vso organizacijsko in tehnično pomoč pri izdaji in seveda obema recenzentoma, tako dr. Teropšiču kot seveda tudi polkovniku Ivanu Herbertu Kukcu. Tudi Slovenski vojski enako velja, kot je že kolega general Gutman dejal, za vso tehnično organizacijsko pomoč pri pripravi ne samo tega našega, ampak seveda tudi zbornikov na Dolenjskem, v Pomurju in pa tudi tisti, ki bodo še nastajali, in njihova pomoč je seveda prav gotovo dragocena. Posebej se pa in še enkrat zahvaljujem predsedniku Državnega sveta, gospod Mitja Bervar,
in pa seveda njegove sodelavke in sodelavci, ki nam vedno in tudi sedaj nudijo vso pomoč in podporo. In ne samo to, vedno so pripravljeni tudi prisluhniti našim težavam, našim predlogom na različnih pogovorih, katere tudi na njihovo pobudo organiziram. Hvala seveda tudi Petru Teichmeisterju za te občutno povedane besede, ki so dale temu našemu dogodku svečan pridih na ta dan in pa seveda na predpraznični dnevi in na same praznične dni. In še enkrat hvala in hvala vsem mojim sodelavcem pri realizaciji te pomembne naloge. In seveda hvala tudi našim območnim združenjem in pokrajinskim odborom, ki so se in se še bodo veliko angažirali pri pripravi posameznih posvetov. Naj zaključim ob številnih že do sedaj izdanih knjigah, kajti zavedati se moramo, da so bile napisane že sedaj številna dela posameznikov in jih tako v obliki knjig, brošur, zbornikov in tudi z današnjim tem zbornikom smo prispevali svoj delež k ohranjanju spomina na čas osamosvajanja, k bolj objektivnemu vrednotenju tistega časa in dogodkov in seveda tudi k boljšemu razumevanju vloge teritorialne obrambe, ki je takrat že bila oborožena sila slovenskega naroda in seveda, kot velikokrat ponavljam, vsega zaupanja vredna slovenska vojska in vojaška sila. Tudi sam izkoriščam to priložnost, da vam pred praznikom zaželim vse dobro, mirne božične praznike, mnogo spominov in pa svečanih občutkov ob dnevu samostojnosti in enotnosti in pa seveda vse dobro v letu 2015, ki ne bo lahko, bo pa verjetno zanimivo in razgibano. Srečno in vse dobro. Z zaključno besedo predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislava Lipiča smo predstavitev zbornika prispevkov z posveta o vlogi TO prišli do kraja. Kot profesionalni zgodovinar in avtor večjih zbornikov in knjig se zavedam, da je pri nastanku in izpeljavi posveta ter zbornika sodelovalo večje število ljudi. Verjemite mi, da je bilo to vloženega kar precej trdega in strokovnega dela. Brez tega tako posveta kot zbornika ne bi bilo. Zato vas prosim, da vsem tistim, ki so na tak ali drugačen način pomagali pri posvetu in zborniku, naklonimo en velik aplavz. Menim, da smo s tem naredili pomemben korak k spoznavanju svoje lastne zgodovine. Ker smo pa zdaj že čisto na koncu, vas prosim, da si vzamete še kakšno minuto časa, da se zadržimo v predverju Državnega sveta in kakšno spregovorimo. Vsem vam pa, ker so prazniki pred nami, želim veliko sreče, zdravja in miru v letu 2015, ki je že tik pred nami. Srečno in najlepša hvala.